Nova snov, ki jo bomo obravnavali, je kvadratna enačba. Ampak ne skrbeti, v bistvu že vse veste, samo zložili bomo te stvari skupaj. In sicer, naslov je kvadratna enačba. Vi probajte podčrtati, ne prečrtati. Kvadratna enačba je takele oblike. ax na kvadrat plus bx plus c je nič. A vas na kaj spomne? Na primer, če bi jaz takole napisala. F od x je ax na kvadrat plus bx plus c. Zelo podobno, ne? In v resnici je to res, ne. To je tako, da bi iskali ničle kvadratne funkcije. Takole obliko ima. Zdaj pa včasih pa nekdo ni najbolj prijazen in nam ne zloži členov po vrsti. Če hočemo, da je to kvadratna enačba, potem nam mora obvezno ostati x na kvadrat. Zato a ne sme biti nikoli nič. No, in zdaj, če tule pogledamo malo na teorijo, da jo meni ne bo treba pisati, kaj tule piše, a ne. Se pravi, kvadratna enačba ima tako obliko, kot smo rekli, a, b pa c so neka števila realna in a ne sme biti nič, zato da dobimo ta kvadratni člen. Diskriminanto enačbe napišemo takole, ne. B na kvadrat minus 4ac. Tudi znano, ne. Seveda, ker to že vse poznate iz kvadratne funkcije. In v resnici je odvisno, ali bo naša kvadratna enačba imela rešitve ali ne, prav od tele diskriminante, ne. Zdaj, jaz bi tole del združila. In sicer, če je diskriminanta večja ali enaka nič, potem naša enačba ima rešitve, in sicer 2 ali pa 1 dvojno. Tako, ne. In kako jih izračunamo? Ja, vzamemo x1, 2 in rečemo minus b, zdaj pa tukaj plus minus koren d, vlomljeno z 2a. Se pravi, formula za ničle vzamemo in jo izračunamo. Se pravi, če je d večje ali enako nič, potem preprosto vzamemo formulo za računanje ničel in izračunamo. Še boljše se nam bo pa godilo, če bo diskriminanta manjša od nič. Ker takoj, ko boste dosegli, da je diskriminanta manjša od nič, oziroma boste si izračunali, saj dosegli ne boste, pač primer bo tak, potem enačba nima rešitve v realnih številih, tam, kjer mi računamo. In v bistvu, kako rešujemo te enačbe? Te enačbe rešujemo tako, da damo vse člene na eno stran, jih razporedimo po vrsti oziroma previdno izberemo a, b in c in izračunamo x1 in pa x2. Če pa hočemo biti malo hitrejši, pa da se toliko ne ustavljamo pri tem, potem pa naredimo to z razcepom. Tako. Okej, upam, da ste si prepisali, si bom jaz tu malo prostora naredila, pa bomo rešili prvi primer. Prvi primer enačbe je tule. X na kvadrat je x minus 6. Zdaj, tole enačba še ni taka, da bi imeli vse na eni strani enako nič, zato moramo prvo vse člene prenesti na to stran enačbe. Na eno. Boljše pa je mogoče, če je x kvadrat pozitiven na tisti strani. Se pravi, minus x plus 6 je nič. Zdaj imamo pa dve možnosti. Prva možnost je, da določimo a, b, c, izračunamo diskriminanto, če je pozitivna, izračunamo ničle. Ali pa še boljša možnost je, če znamo to razcepiti po Vietovu. Ne? Mi niste verjeli v prvem letniku, da bo Vietovo še kdaj prišlo prav. Pa kako? Se pravi, 6 moramo dati, enkrat 6 ne bo, ne, 2 krat 3. Zdaj pa minus 3 pa plus 2. x1, se pravi rešitev, prva rešitev te enačbe je minus 2 in druga rešitev je 3. Super, ne? Ni da ni. Tako. Okej. Pa gremo naslednjo. Naslednja enačba x kvadrat plus x plus 1, minus 1. Minus 1, ja. Je nič. Pa dajmo še tole rešiti. Zdaj tukaj izgleda tako, da bi se dalo z Vietovim nastaviti, ne? Ampak jaz ne znam.
zato si bom kar označila, koliko so a, b pa c. Pogledamo, če so členi po vrsti, res grejo, x kvadrat, x pa minus 1. In sicer a je v tem primeru 1, b je 1 in c je minus 1. Če komu še delajo probleme a, b pa c, ne gre nazaj in pogleda, koliko se to določi, ker v bistvu vse naloge so na teh 5 formulah. Določite a, b, c, določite ničle, določite teme, pa imate vse, kar rabite vedeti, ne. Se pravi, a, b, c so izredno pomembni, da jih prav določite. Zdaj izračunamo d. D je b na kvadrat minus 4ac. To je 1 na kvadrat minus 4 krat 1 krat minus 1. D je 1 plus 4 je 5. Glej ga zlomka. Diskriminanta ni negativna, se pravi, rešitve bojo. In sicer prva rešitev, x1, je minus b plus koren d ulomljeno z 2a. To je zdaj minus 1 plus koren 5 ulomljeno z 2 krat 1. Minus 1 plus koren 5 ulomljeno z 2. To je zdaj natančna rešitev tega primera. Če bi pa hoteli, lahko pa to tudi damo v kalkulator, recimo, da bi mogli to ničlo narisati, potem bi pa dobili neko približno vrednost te ničle, pa jo bom jaz zdajle izračunala, samo da vidite, da se to da. In sicer dala bi zdaj, najprej bi dala koren 5 v kalkulator za vsak slučaj, ne, potem pa minus 1, pa vse to skupaj bi delila z 2. In potem, zdaj, meni je to, zdaj, ker sem prav pisala v kalkulator, ne vem, ali se vidi ali ne, dali tako, potem pa date tisto change, ne, pa dobite 0,618 pa tako naprej, ne. To, če bi hoteli narisati, bi jo takole dobili, ne, če pa samo rabite enačbo, je pa tole natančna vrednost za rešitev. Pa druga ničla, minus b minus koren d ulomljeno z 2a. Seveda, ker se koren ne izide, bo tudi ta takale malo bolj zoprna, ne. Minus koren 5 ulomljeno z 2 krat 1 in dobimo, da je to minus 1 minus koren 5 ulomljeno z 2. Tako. In že smo pripravljeni, da gremo na naslednjo stran, ki je tule. Tako. To so pa zdaj enačbe, ki jih je potrebno rešiti. Zberite si jih enih par in jih rešite. Recimo po 2 primera iz tele naloge, po 2 primera iz tele naloge, pa dajmo 4 primere iz tele naloge, pa 2 primera iz tele naloge, ne. Rešitve imate zraven. Tako da srečno.